Proračun mestne občine Maribor za leto 2018 je že sprejet, kar pomeni, da kulturnikom ne bo treba čakati na izplačila, ampak bodo, če bodo seveda sprejeti na razpisu, denar po zahtevku lahko prejeli že prej, in sicer do 70% celotnega zneska, sicer pa po izvedbi projekta. Še več, ker do 15. januarja, ko se razpis izteče, še ne bodo mogli najti dodatnih virov financiranja, kot so sponzorji, denar od vstopnic, popusti, materiali in podobno, saj občina krije največ 60% vrednosti projekta, tega kriterija v tem razpisu ni. Kandidirajo lahko mariborske nevladne kulturne organizacije, zasebniki in samozaposleni na področju kulture. Izjema je na področju kulturne dediščine, kjer lahko kandidirajo tudi javni zavodi. Zdaj, letos, razliko od lanskega leta, ne omogočamo več kandidature fizičnim osebam, zaradi tega, ker smo pri nekaterih kontrolnih mehanizmih opazili, da je problem potem pri davčnem obravnavanju teh prihodkov in dohodnini in tak naprej, ki bi jo fizične osebe morali izkazovati. Omejitev je tudi ta, da na letošnjem razpisu smo ponovno uvedli omejitev, da organizacije, ki so praviloma dobro organizirane, vešče, imajo celoletne programe in so na programskem razpisu v letu 16 za 3-letno obdobje dobile več kot 25.000 evrov, da te organizacije ne morejo kandidirati na tem razpisu. Od leta 2016 tudi ni več možnosti za ugovor, po katerem se je posamezna prijava še ponovno obravnavala. Zavrnitev projekta ob neizpolnjevanju pogojev je dokončna. Vsakdo pa lahko še pred oddajo postavi vprašanja, bodisi po elektronski pošti ali se na Uradu za kulturo oglasi v času uradnih ur. Zavržene so prepozne vloge ali se ugotovi, da neki statusni ali takšni pogoji niso izpolnjeni, skratka nekdo nima registrirane organizacije ali kaj takega. Ne? Praviloma je dosti manj nepopolnih vlog, kot je bilo v preteklosti, zaradi tega, ker pač imamo elektronski sistem prijavljanja, ki prijavitelja ne spusti naprej v naslednji obrazec, v naslednjo rubriko, če ni predhodno izpolnil. Ne? Lani je bilo od 182 projektov sprejetih 94. V čem prijavitelji največkrat zgrešijo? Največji del, ali pa praktično vse, te vloge, ki niso sprejete v financiranje, so iz razloga prenizkega števila točk, ki jih dobi v ocenjevanju. Število točk pa je seveda odvisno od kriterijev in pretežni del kriterijev kakovosten. Govori o tem, se pravi, koliko je kvalitetno projekt nastavljen, kakšno je njegov vsebinska obrazložitev tega projekta, koliko je referenc, ki jih ima avtor, ali pa njegovi izvajalci. Vsi projekti se morajo izvesti v Mariboru, z izjemo mednarodnih, ki so tudi predmet razpisa. Razpis za posamezne kulturne projekte je sicer eden od 3 z področja kulture, ki jih vsako leto razpiše mestna občina Maribor. Poleg omenjenega še programski za 3-letno financiranje in za ljubiteljsko kulturo. Poseben razpis velja še za mladino. Skupna vrednost vseh je okoli 1 milijon evrov.